Obstaja nekaj dokumentarcev o resničnih zločinih, ki nam ne povedo ne, kaj se je zgodilo, ampak nas pustijo v dvomih glede vsega, kar je sledilo. Medtem ko kamere snemajo, gledalci ostajajo z etičnimi pomisleki, kjer so tragedije predstavljene senzacionalistično. Številka 10. Zgodba Eliza Lam je ena tistih, ki nikoli ne bo izbrisana iz našega kolektivnega spomina, še posebej ne, ko se tragedija še naprej pojavlja v medijih. Dogodek, v katerega je bila vpletena 21-letna kanadska turistka, je bil objavljen na številnih blogih, predstavljen v neštetih seznamih 10 najbolj nenavadnih primerov in obširno obravnavan v dokumentarnih filmih in serijah. Dokumentarne serije, kot sta Crime Scene, The Vanishing at the Cecil Hotel. Leta 2021 je prvo in edino sezono dokumentarne serije dokončal Joe Berlinger in jo nato tudi izdal. Serija je kronološko prikazala nesrečno smrt Elize Lam, ki je tragično izgubila življenje v hotelu Cecil, v dogodku, ki je bil kasneje označen kot nesreča. Dokumentarec prikazuje okolje primera, sam hotel Cecil, ki ima temno zgodovino številnih zločinov, kriminalcev in zlonamernih dejavnosti. Po obravnavi izginotja in smrti Elize Lam se serija poglobi v toksično in kruto internetno kulturo, kjer so samouklicani detektivi razvijali divje, neutemeljene teorije, ki so vodile do lažnega obtoževanja in nadlegovanja nedolžnih ljudi, ter na koncu ovirale dejanska preiskovalna prizadevanja. Ko pa je dokumentarec obravnaval ta vidik primera, se je znašel na slabem glasu pri gledalcih in kritikih. Kritiki so se strinjali, citiram, žalostna zgodba, slabo povedana. Dokumentarec, ki, citiram, zakoplje bistvo svoje tragične zgodbe pod neokusne teorije zarote in neokusne rekonstrukcije. Razjarjeni gledalci so opisali, kako je Crime Scene izpostavilo kulturo spletnih detektivov in osnovalo več epizod na neumnih informacijah. Čeprav je samo obravnavanje teme pošteno, je mnoge pustilo nezadovoljne to, da so dokumentaristi dejansko dali prostor prav tem teorijam. Dokumentarec mila iz tragičnega dogodka naredil norčevanje, podžgano z zarotnimi teorijami, ampak tudi ni ponudil odgovorov, ki jih je obljubljal, hkrati pa je skrivnost še vedno oglaševal kot rešeno. Številka 9. Izumitelj je ameriški dokumentarni film iz leta 2019, ki ga je produciral Alec Gibney. Osredotoča se na zgodbo Elizabethe Holmes in njenega podjetja Theranos. Theranos je bil ustanovljen leta 2003 in je revolucioniral medicinsko industrijo s svojo avtomatizirano tehnologijo, ki je lahko opravila več kot 200 testov z le nekaj kapljicami vitalne tekočine. Leta kasneje so odkrili, da je bilo celotno podjetje v bistvu zgrajeno na laži. Naprave, zaradi katerih je bila Holmesova revolucionarna osebnost, so bile nefunkcionalne ali pa sploh niso obstajale. Prevara je bila razkrita leta 2015 z raziskovalno serijo v časopisu Wall Street Journal. Nato so bile izvedene regulativne preiskave, laboratorijske operacije podjetja Theranos so bile na koncu zaprte, Holmesova pa se je soočila z resnim medijskim nadzorom. Izumitelj bi kasneje dokumentiral vzpon in padec podjetja z doslej nevidenimi posnetki Holmesove, ko je dajala veličastne izjave o svojem podjetju in vrednosti, ki jo je zagotavljalo. Čeprav je dokumentarec izpolnil svoj namen in pokril vzpon ter padec podjetja Theranos in Elizabeth Holmes, so ga kritizirali, ker ustanoviteljice ni postavil pred odgovornost. Kritiki na Rotten Tomatoes so to popolnoma povzeli z besedami. Izumitelj se izogne neposodni obsodbi dejanj ustanoviteljice Theranosa Elizabeth Holmes, namesto tega pa ponuja celovit pregled škandala. Pripoved je bila v bistvu prazna. Gledalci in kritiki so izrazili frustracijo, ker dokumentarec ni ponudil pravega vpogleda v misli Holmesove, čeprav je v bistvu prisotna skozi celoten dokumentarec. Mnogi so upali na dokončen odgovor, zakaj je to storila, vendar ta odgovor nikoli ni prišel. Kritiki so menili, da je bil film bolj kritika startupa in manj razkritje največjega medicinskega škandala v zgodovini, ki ga je vodila ena sama glavna akterka. Številka 8. Leta 2019 je producent Dan Reed izdal dokumentarni televizijski film Leaving Neverland, ki se osredotoča na dva moška, Wade Robsona in Jamesa Safechucka, ki sta trdila, da sta bila žrtvi ameriškega pevca Michaela Jacksona. Reed opisuje svoj film kot psihologijo zlorabe mladoletnikov in pravi, da pripoveduje zgodbo skozi običajne družine, ki jih je prevaral plenilec, ki se je pretvarjal, da je nekdo, ki mu zaupajo.
Film temelji na nazornih opisih napadov, ki jih je James domnevno doživel med letoma 1988 in 1992. Wade pa namiguje, da so se zgodili med letoma 1990 in 1996. Napad, pravita, naj bi se zgodil na več lokacijah, vključno s posestvom Neverland, domom Michaela Jacksona. Jackson naj bi ta dejanja imenoval romantična, vendar sta šele v odrasli dobi spoznala, da je bilo takšno vedenje neprimerno. Dokumentarec gledalce popelje v dogodke, za katere naj bi se zgodili, v vpliv, ki so ga imeli in posledice travme, ki so ji bile žrtve izpostavljene. Pranje možganov, terapevtske seanse in nezaupanje so le nekatere izmed tem, ki so prevladovale v dokumentarnem filmu Odhod iz Nekerlanda. V filmu pa prevladuje tudi enostranska perspektiva. Odhod iz Nekerlanda je bil deležen določenega nadzora zaradi močno enostranske pripovedi, ki ni vključevala nobenih prispevkov predstavnikov, družine ali prijateljev Jacksona. Poleg tega je eden od teh moških, Wade Robson, prej pod prisego pričal v bran Jacksona in vztrajal, da se ni zgodilo nič nezakonitega. Tako, leta 1993, kot tudi med sojenjem leta 2005, je Wade policiji povedal in pod prisego pričal, da se Jackson nikoli ni neprimerno obnašal. Leta 2013, le 4 leta po smrti pevca, je Wade spremenil svoje stališče in vložil tožbo proti Jacksonovi zapuščini, v kateri je podrobno opisal obtožbe o zlorabi, ki naj bi trajale več kot 7 let. NATO se je pojavil v dokumentarnem filmu, kjer je zagovarjal svojo kasnejšo izjavo, da je bil žrtev Jacksonove zlorabe. Avtorji dokumentarca niso raziskali tega preobrata od zagovarjanja obtoženega do vložitve tožbe proti njemu. V filmu Leaving Neverland prav tako ni nobene vrste navzkrižnega zaslišanja. Michael Jackson je na zatožni klopi v tem filmu, vendar ni nikogar prisotnega, ki bi zasliševal žrtve in s tem preveril njihovo verodostojnost. Dokumentarec nadaljuje svojo enostransko pripoved, ki ji manjka verodostojnosti, saj ne predstavi nobenih dokazov, ki bi na koncu pripeljali do Jacksonove oprostitve. Film nepravično secira in obtožuje človeka, ki ni prisoten, da bi se branil ali povedal svojo plat zgodbe. Ta nepravičnost je povzročila močan odziv, saj so se podporniki in oboževalci Michaela Jacksona množično mobilizirali, da bi odločno branili njegovo zapuščino. Številka 7. The Jinx je ameriška dokumentarna serija o resničnih zločinih, ki govori o obsojenem morilcu Robertu Durstu. Prva sezona serije je izšla leta 2015 in je imela 6 epizod, ki so zajemale življenje Dursta, predvsem nerazjasnjeno izginotje njegove žene, umor pisateljice Susan Berman ter razkosanje Durstovega soseda Morisa Blacka. Osebo sumijo vpletenosti v prva 2 umora, za tretjega pa je priznala, vendar trdi, da je nedolžna. V tej sezoni gledalci dobijo vpogled v širok nabor dokazov, vključno s primerjavo ročno napisanih pisem, eno, ki ga je napisal Durst, in drugo, za katero naj bi jo napisal morilec. Obe pismi sta napisani skoraj enako. Ob koncu te sezone gledalce čaka velik preobrat, ko Durst zapusti sobo za intervju, ne da bi vedel, da ima še vedno priklopljen mikrofon, kar gledalcem omogoči, da slišijo njegov tih, obremenjujoč monolog, ki razkrije marsikaj. V drugi sezoni serija The Jinx se serija osredotoča na aretacijo in kasnejše sojenje Robertu Durstu v zvezi z umorom Bermana. Tukaj spoznamo ključno vlogo v primeru, pričo po imenu Chinga Chingachevan. Ko se je Durst pojavil v dokumentarcu, ni bil osumljen, aretiran ali celo obsojen za katerokoli od prej omenjenih kaznivih dejanj. Kolikor je bilo komu znano, je bil nedolžen in svoboden človek. Vendar pa je med potekom dokumentarne serije HBO na površje prihajalo vse več dokazov, ki so nakazovali, da Durst ni bil tako nedolžen, kot so vsi prej mislili. In dokumentaristi ter novinarji so to vedeli. Prav ta lastnost je privedla do intenzivnega nadzora nad Jinxom, oziroma natančneje nad njegovimi ustvarjalci, Andrejem Jareckijem, Zackom Stewartom Pontijem in Markom Smerlingom. Saj so se soočili z etičnimi kritikami gledalcev in bili pod velikim nadzorom organov pregona zaradi zamude pri predaji ključnih dokazov. Dokazi so vključevali tisti zloglasni priznanji, ujeti na mikrofonu v kopalnici, in vzorce rokopisa, ki bi potrdili, da je Durst dejansko odgovoren za zločine. Ugotovljeno je bilo, da so filmski ustvarjalci to zvočno gradivo odkrili junija 2014, 2 leti potem, ko je bil intervju prvotno opravljen.
To ključno informacijo in ujemajoče se pismo z besedo truplo so zadržali zase, medtem ko so še naprej urejali preostali del filma in serije. In šele v začetku leta 2015 so te informacije končno predali oblastem. Tik preden naj bi bila predvajana zadnja epizoda, s čimer so dodali občutek drame načrtovani objavi razkritja. Številka 6. Dokumentarna televizijska serija Ustvarjanje morilca, ki sta jo napisali in režirali Laura Ricciardi in Moira Demos, je spremljala življenje Stevena Averija, moškega, ki je bil po krivem obsojen zločina in je zaradi tega odslužil 18 let zapora. Avery, moški iz okrožja Manitowoc v Wisconsinu, je bil obtožen napada in poskusa umora Penny Bernstein. Prva sezon resnične kriminalistične dokumentarne serije se osredotoča na obdobje med letoma 1985 in 2007, aretacijo, obsodbo, oprostitev in izpustitev Averija. Prav tako podrobno opisuje civilno tožbo, ki jo je kasneje vložil proti okrožju Manitowoc. 2 leti kasneje serija razkrije, da je bil Avery ponovno aretiran, tokrat zaradi umora Therese Halbach leta 2005. Zadnjih nekaj epizod prve sezone prikazuje drugi niz dogodkov, vključno z aretacijo, pregonom in obsodbo tako Averija kot njegovega nečaka, Brendana Dasseya. Druga sezona serije, Making a Murderer, raziskuje posledice obsodb sorodnikov in se osredotoča na obe njuni družini. Prav tako se poglobi v preiskavo in odkritja, ki jih je naredila Averijeva nova odvetnica, ki verjame v njegovo nedolžnost in trdi, da so ga tožilci prisilili v priznanje. Kršitev njegovih ustavnih pravic. Toda tako kot pri filmu Leaving Neverland, so gledalci, kritiki in pravni strokovnjaki trdili, da je bila osnova serije močno pristranska. Rekli so, da je Making a Murderer pristranski do Averyja in da je bil bolj enostranski zagovorniški prispevek kot pa objektivno novinarstvo, saj je popolnoma prezrl namen dokumentarcev, ki je informirati. Obveščati javnost o celotni zgodbi. Serija pa sistematično izpušča ključne dokaze in manipulira s pomembnimi časovnicami, kar na koncu namiguje na policijsko neprimerno ravnanje. Ključni dokazi vključujejo obremenilne, forenzične in posredne dokaze, ki jih je tožilstvo predstavilo med sojenjem, balistične dokaze, DNK najdeno na vozilu Therese Halbach, zažgane osebne predmete, prikrite telefonske klice, vzdevek in posebne zahteve obrambe, ki so bile v dokumentarcu le bežno omenjene, zmanjšane, izkrivljene v podporo zagovorniški pripovedi ali pa povsem izpuščene iz serije. Z namernim izpuščanjem najmočnejših znanstvenih dokazov tožilstva so ustvarjalci dokumentarca gledalce prepričali, da so organi pregona vpleteni v primer zlonamerno potaknili dokaze proti Averyju. Kasnejše javno ogorčenje je privedlo do spletnih peticij in resničnih groženj proti dejanskim preiskovalcem, ki so sodelovali v primeru. Popačena predstavitev, ki jo je prinesla serija, je celo privedla do tožbe zaradi obrekovanja proti Netflixu in ustvarjalcem filma. Posebej jo je vložil Andrew Colbray, nekdanji narednik okrožja Manitowoc, ki je bil ena od žrtev. Kateremu je serija obrnila življenje na glavo in se zdaj zaradi javnega ogorčenja počuti, kot da je v vojni coni. Številka 5. Na začetku letošnjega leta je Netflix izdal uspešen dokumentarec o resničnem zločinu The Crash, informativni prispevek, ki raziskuje pretresljive dogodke iz julija 2020, ko je najstnica Mackenzie Shirla namerno trčila s svojim vozilom v zid iz opek v Ohaju. Nesreča je povzročila smrt širivinega fanta Dominika Russa ter njegovega prijatelja Daviana Flanagana. Dogodki so na koncu pripeljali do tega, da je bila Shirila obsojena za umor in bila obsojena na 2 dosmrtni kazni z možnostjo pogojnega izpusta po 15 letih. Obramba je trdila, da je doživela zdravstveni zaplet, ki ga je povzročil poc, zaradi česar je izgubila zavest, vendar je sodnik zavrnil zdravstveno obrambo. Video dokazi in zgodovina sporov v razmerju so nakazovali na namernost in zlobo. Nesreča rekonstruira tisto usodno noč, ko so Shirila, Russo in Flanagan prihajali domov srečanja ob zaključku srednje šole. Film se osredotoča na več spreminjajočih se perspektiv, poglobi se v spletne osebnosti, intervjuje z družino in celo v prvi zaporniški intervju s Shirilo.
Čeprav je dokumentarec uspel raziskati različne perspektive in se poglobiti v misli osebe za zločinom, je hkrati kril tudi izpuščanja nekaterih obremenilnih dokazov, kar je povzročilo ostro kritiko in javni odziv. Celo do te mere, da so nastali seznami 10 najpomembnejših dokazov, ki so bili izpuščeni iz filma. Nesreča gledalcem predstavi ugotovitve in razlage, ki jih je predstavil tožilec Tim Trup, ki je najel avtomobilskega strokovnjaka, da preuči nesrečo. Čeprav dokumentarec obravnava to teorijo, pa ne raziskuje možnosti, da dogodek ni bil nesreča. Pravzaprav ponuja povsem drugačno pripoved namesto zaključka, ki je temeljil na dokazih. Teorija je bila, da je bilo vozilo, ki ga je vozila širila, prirejeno. Dokumentarec trdi, da je nekdo prerezal zavore, kar pa ni bilo podprto z nobenimi dokazi. Čeprav dokumentarec obširno govori o posnetkih varnostnih kamer, posnetih na noč usodnega dogodka, pa ne omeni dejstva, da to ni bila prva pot, ki jo je širila uporabila na tej poti. Domnevno je nekaj dni pred tragedijo vozila po tej cesti, po kateri sicer nikoli ne vozi, zaradi česar je tožilstvo menilo, da je šlo za nekakšno vajo in s tem nakazovano na vnaprejšnji načrt. Toda gledalci so ugotovili, da The Crash prav tako ni ponudil resničnih pričevanj drugih ljudi iz obrambe, razen njene ožje družine in glavne skupine prijateljev. Spletni detektivi so ugotovili, da je širila občudovala Regino George, izmišljeni lik iz filma Zlobna dekleta, ki je imela grob in krut značaj. Namesto tega se zdi, da dokumentarec povzdiguje in humanizira voznico, hkrati pa nepravilno obravnava družino žrtev. Gledalci so bili ogorčeni nad izjavami staršev širile, ki so v filmu pokazali pomanjkanje sočutja. Veljalo je, da sta omogočala hčerino vedenje, vendar so številni, ki so bili intervjuvani za dokumentarec, kasneje javno povedali, da je bilo izrečenega veliko več, kot je prikazal končni izdelek. Družina in prijatelji so takrat poskušali zapolniti velike vrzeli, ki jih je The Crash izpustil, vključno z jasnostjo glede odgovornosti. Družine žrtev so prav tako izrazile frustracijo, da je film storilki omogočil pridobitev nove platforme in ponovno zanetil dramo na družbenih omrežjih, pri čemer mnogi ščitijo ali jo zelo cenijo. Ena od družin je na koncu delila peticijo za protest proti temu, da storilci svoje zločine spreminjajo v osebno korist. Številka 4. Pisateljica in dokumentaristka Jenny Popwell je bila tista, ki nam je predstavila ameriški resnični kriminalistični dokumentarni film American Murder – The Family Next Door, ki se osredotoča na umore družine Watts leta 2018 v Fredericku v Koloradu. Film uporablja objave na družbenih omrežjih, zapise organov pregona, posnetke domačih videov in besedilna sporočila za poustvarjanje dogodkov. Dokumentarec se odvija kot skrivnost z najdenimi posnetki, osredotočena na morilca Chrisa Wattsa, ki je vzel življenje članom svoje družine, kar pa ni razkrito vse do polovice filma. Srečamo se tudi z izjavami družine in prijateljev, ter smo priča obremenilnim besedilnim sporočilom. Dokumentarec ne pokriva le obsega zločina, temveč nas vplete tudi v več teorij, s katerimi poskuša pojasniti, zakaj je Watts storil te umore. V enem mesecu po izidu si je American Murder – The Family Next Door ogledalo kar 52 milijonov gospodinjstev, zaradi česar je postal najbolj gledan celovečerni film na Netflixu v tistem času. Prav v 52 milijonih gospodinjstev v prvem mesecu po izidu so gledalci postali priče vdoru v zasebnost in izkoriščanju v imenu zabave. Film je bil deležen hudih kritik zaradi svoje voajerske narave in nediskretno prikazanih zelo intimnih vsebin. Občinstvo je ostalo z neprijetnimi občutki, potem ko je dokumentarec prikazal vdor v zasebnost z razkritjem zasebnih sporočil med storilcem in njegovo ženo. Sporočila so vključevala zasebne podrobnosti iz zakonskega odnosa in intimne izmenjave med parom, od katerih bi eden postal žrtev družinskega umora. Kritiki so začeli podrobno preučevati in postavljati vprašanja o etičnosti razkrivanja tako ranljivih podrobnosti, ki so se zdele tudi nepotrebne za samo temo. Dokumentarec je dal drugačen pomen krovnemu izrazu razkritje. Film bi bil deležen tudi hudih kritik zaradi uporabe spletnega življenja ene od žrtev, Shannon Watts. Z obsežno uporabo njenega odtisa na družbenih omrežjih je dokumentarec nehote odprl vrata uporabnikom družbenih omrežij, da so poiskali in podrobno preučili življenje žrtve, vključno z njenim zakonom, starševstvom in življenjskim slogom, kar je privedlo do ponižujočega scenarija obtoževanja žrtve. Etične meje, za katere kritiki menijo, da so bile prestopljene, da bi se iz pretresljivega dogodka ustvaril dobiček.
Poleg tega, dokumentarec, ki naj bi razčlenil naravo umorov, ki so se zgodili, in razkril, zakaj so se zgodili, ter kaj je privedlo do takšne brutalnosti, ni odgovoril na nobeno od teh vprašanj. Ni ponudil nobenega psihološkega vpogleda v misli Chrisa Wattsa in ni raziskal opozorilnih znakov družinskega nasilja, temveč se je osredotočil na senzacionalizacijo tragedije. Številka 3. What Jennifer Did je kanadski dokumentarni film o resničnem zločinu, ki je bil izdan na Netflixu leta 2024. Še en dokumentarec, ki ga je napisala in režirala Jenny Popwell. Film se poglobi v primer Kanadčanke po imenu Jennifer Pan, ki je leta 2010 v Markhamu v Ontariju organizirala pretresljivo zaroto za umor po naročilu proti svojim staršem. Tistega leta je Pan poklicala 911 in prijavila, da so 3 oboroženi moški vstopili v njen dom ter smrtno ranili njeno mamo, Beach Ha Pan, njenega očeta, Kwe Han Pan, pa pustili v komi. Med preiskavo so detektivi postali skeptični glede Paninega opisa dogodkov. Telefonski zapisi in pogovori so razkrili povezavo med Pan in najetimi napadalci. 4 leta po zločinu je bila ženska spoznana za krivo umora prve stopnje in poskusa umora svojega očeta. Nato je bila obsojena na dosmrtni zapor brez možnosti pogojnega izpusta za 25 let. What Jennifer Did podrobno opisuje dogodke, preiskavo in posledice in bi zagotovo postal velika uspešnica za ljubitelje resničnih zločinov, če ne bi bilo polemike glede umetne inteligence, ki je pustila mnoge nezadovoljne. Med ogledom filma je več gledalcev opazilo nenavadne anomalije. Popačeni obrazi, nenavadne poteze, spremenjeni zobje ter manjkajoči in iznakaženi prsti so občinstvo in kritike prepričali, da so ustvarjalci uporabili umetno inteligenco. Najbolj opazni primeri se pojavijo pri 28. minuti, ko je zaporedoma prikazanih več fotografij storilca. Slike prikazujejo srečno žensko z opisom: Jennifer je bila živahna, srečna, samozavestna in zelo pristna, kar je izrečeno med diaprojekcijo ob melanholični klavirski glasbi. Na eni izmed slik pa lahko vidimo, kako Pan kaže znak za mir, vendar so prsti na obeh njenih rokah popačeni in nimajo smisla. Na sliki lahko v ozadju vidimo fotografe, ki očitno prikazujejo nesmiselne posnetke. Na drugi sliki eden od njenih sprednjih zob sega preveč navzdol in se združi z zobom pod njim. Na isti sliki je eno njeno uho popačeno. To so pogoste težave, s katerimi se umetna inteligenca sooča pri upodabljanju človeka, kar gledalcem omogoča, da pravilno prepoznajo, kdaj vidijo nekaj resničnega in kdaj nekaj lažnega. Ko je umetna inteligenca odprta tehnologija, ki jo lahko uporablja vsak, je proti njej veliko nasprotovanje, še posebej, ko gre za manipulacijo resničnih ljudi in resničnih dogodkov. Kritiki so opozorili, da je material, ki ga ustvari umetna inteligenca, postal pogost v zabavni industriji, naprimer na filmskih plakatih, vendar uporaba te vrste tehnologije za ustvarjanje slik resnične osebe zagotovo vzbuja začudenje. Uporaba takšnih elementov v dokumentarcu o resničnem zločinu, ki naj bi prikazoval resnično življenje, odpira vrata ponarejanju same resničnosti za manipulacijo zgodbe, ki se je dejansko zgodila. To je prirejanje, ponovno ustvarjanje vznemirljivega dogodka zgolj zaradi zabave. Možna uporaba umetne inteligence v tem, kar je naredila Jennifer, je postavila avtentičnost pod vprašaj. Novinarji obsojajo takšno tehnologijo za spreminjanje vizualnih dokazov v tem, kar naj bi bil dokumentarec brez fikcije. Spreminjanje zgodovinskih zapisov in ustvarjanje lažnih slik resnične osebe se dojema kot poseganje v resnico. Izvršni producent filma pa zanika uporabo umetne inteligence v dokumentarcu in trdi, da je to, kar gledalci vidijo, zgolj rezultat montaže. Vztraja, da so nepravilnosti normalen in nenameren stranski učinek izboljšav in digitalnega ostrenja. A kritiki temu niso verjeli in so uporabo takšne manipulacije označili za škandalozno. Številka 2. Sky Brogman je režiral ameriški resnični kriminalistični dokumentarec Mrtvo speč, ki spremlja nenavaden primer Randyja Hermana Jr. Herman je bil obsojen za umor, potem ko naj bi domnevno končal življenje svoje prijateljice iz otroštva in sostanovalke Brooke Preston. Razkričaj iz leta 2021 se poglobi ne le v dogodke, ki so se zgodili, temveč tudi v Hermanovo obrambo, v kateri trdi, da je nedolžen, ker je bil v času kaznivega dejanja leta 2017 mesečnik. Film preučuje verodostojnost zelo redke obrambe z mesečnostjo.
Opira se na intervjuje s pravnimi ekipami, družino žrtve, strokovnjaki za spanje in samim obtožencem, ki je bil v času snemanja dokumentarca v zaporu. Odvetniki Hermana so trdili, da je njihov klient trpel za parasomnijo, široko kategorijo, ki se nanaša na različne motnje spanja, ki povzročajo nezaželeno vedenje in gibanje. Odvetniki so trdili, da se obtoženec ne spomni dogodkov, ki so se zgodili. Film se močno osredotoča na obrambo zaradi hoje v spanju, zaradi česar deluje senzacionalistično in ne kot resnično informativen prispevek. Toda ni šlo le za naravo dobička pred etiko, ki je povzročila javno ogorčenje, hud odziv in ostre kritike na Rotten Tomatoes. Bila je tudi nemoralna ignoranca soglasja družine Brooke Preston za nadaljevanje snemanja dokumentarca. Družina Preston je zavrnila sodelovanje v dokumentarcu, potem ko je ugotovila, da je namenjen prikazovanju morilca v bolj sočutni luči, namesto da bi ga odgovorno prikazali za njegova dejanja. Družina žrtve je vztrajala, da se dokumentarec ne predvaja in bili so globoko prizadeti, ko so izvedeli, da so producenti kljub temu nadaljevali s projektom. Dokumentarec je nato vključeval izjemno pretresljive posnetke, vključno s telefonskim klicem na nujno pomoč. In ko so detektivi obvestili starše o tragediji, so kritiki pomanjkanje sočutja označili za primer neetičnega resničnega kriminala. Gledalci pa so javno izjavili, da je Dead Asleep ogaben. Družina žrtve je od takrat začela peticijo, s katero želijo prisiliti Hulu, da odstrani dokumentarec svoje platforme, pri čemer vztrajajo, da je bil objavljen brez njihovega dovoljenja. Tudi drugi sorodniki so začeli kampanjo na družbenih omrežjih, da bi opozorili, da je bil film narejen brez njihovega soglasja. Dejansko je bil film narejen celo potem, ko je družina vztrajala, da tega ne bi smeli storiti. Občinstvo je ugotovilo, da Dead Asleep ni informativen prikaz kazenskega primera, temveč izkoriščanje žrtve, katere umor je bil uporabljen kot vaba za klike. Številka 1. Prevalent s Tinderja je britanski dokumentarec o resničnem zločinu, ki ga je posnela Felicity Morris. Predvajan je bil na Netflixu leta 2022 in prikazuje zgodbo Simona Leviva, ki je uporabil znano aplikacijo za zmenke Tinder, da je navezal stik z nič hudega slutečimi posamezniki in jih čustveno manipuliral, da so podpirali njegov razkošen življenjski slog. Uporabil je izgovor, da potrebuje denar za pobeg pred sovražniki, da bi od svojih žrtev pridobil finančno podporo. Film se osredotoča na premožnega, po svetu potujočega diamantarja, ki se je prek spleta vtihotapil v življenja žensk in jih ogoljufal za milijone. Razkriva, kako so norveški preiskovalni novinarji izkoristili svoje detektivsko delo, da bi razkrili pravo identiteto Levijeva in potrdili, da je njegovo pravo ime dejansko Shimon Hayat, prek njegovega dekleta Eileen Coleman. Nato so objavili njegovo temno, prevarantsko preteklost in razkrili, kdo v resnici je. Kljub temu, da je prevarant s Tinderja prejel izjemno dobro oceno, 99% na Rotten Tomatoes in zelo pozitivne ocene strokovnih kritikov, je dokumentarec vseeno naletel tudi na nekaj manj pozitivnih odzivov. Čeprav so bile žrtve mednarodne prevare, so se ženske, ki so nastopile v dokumentarcu, po izidu filma, ki jih je napačno prikazal, soočile z resnim spletnih nadlegovanjem. V bistvu je ustvaril prostor za pripovedi, ki krivijo žrtve in mizoginijo. Kritiki in komentatorji na družbenih omrežjih so vztrajali, da so bile ženske, ki niso bile povezane s prevaranti, zlatokopke, ki so, citiram, dobile, kar so si zaslužile, ker so nasedle bogatemu moškemu. Žrtve so spraševali, zakaj so bile tako naivne, kar je na koncu odvračalo pozornost od namena dokumentarca, ki je bil izpostaviti zelo sofisticirano psihološko manipulacijo, ki jo je prevarant uporabil, da je dobil, kar je želel. Namesto da bi razkritje doseglo svoj namen, je kultura obtoževanja žrtev preusmerila pripoved in razkrila seksistično razdeljenost, kjer so ženske prikazane kot manj inteligentne. Dokumentarec ne hote širiti to pripoved, saj je Simon Leviv prikazan zgolj kot inovativen prevarant, ki bi ga žrtve morale prepoznati. Vendar pa ženske niso bile edine, ki so bile napačno predstavljene v filmu Prevarant z aplikacije Tinder. Skupaj z Levivom je potoval njegov telesni stražar, Peter Kuleski, ki se je v filmu večkrat pojavil. Predstavljen je bil kot nekdo, ki ščiti Levivove nezakonite posle, v resnici pa je zgolj opravljal svoje delo in skrbel, da Levivu ni bila povzročena fizična škoda. Kuleski je Netflixu zagrozil s tožbo in jim v pismu o prenehanju in opustitvi dejanj sporočil, da ga je film Prevarant z aplikacije Tinder prikazal v slabi luči, ter da niso pridobili njegovega dovoljenja za uporabo njegovih videoposnetkov ali slik v dokumentarcu. Od takrat je javno povedal, da je film škodoval njegovemu ugledu in mu onemogočil opravljanje dela.
Koleski je pojasnil, da ga je tudi njega prevaral Livijev in da še vedno čaka, da mu prevarant vrne denar. Koleski ustraja, da se dokumentarec odstrani s platforme, da se Netflix javno opraviči in da mu platforma izplača 5 milijard 600 milijonov dolarjev odškodnine. Netflix se na prošnjo novinarjev ni želel odzvati na to razvijajočo se dilemo. Najlepša hvala, da ste gledali. Če vam je bil ta video všeč, pritisnite gumb za všeček. Ne pozabite se naročiti in klikniti na zvonček za obvestila, da boste na tekočem z vsemi našimi prihodnjimi objavami. Moje ime je Top 5 anonimnih in se vidimo v naslednjem videu.